Volk. Znanstveno ime Canis lupus. Živijo v tropu ali krdelu, sestavljajo ga alfa samec in samica z otroci. So različnih barv, bela, črna, siva in so mesojedci. Imajo od 45 do 55 kg in so visoki do 90 cm. Dobijo lahko 3 do 8 mladičev naenkrat. Živijo v bukovih gozdovih na kraškem svetu. Orientacija. Poznamo več načinov orientacije. Lahko se orientiramo s soncem, s kompasom, z nebom, mahi, lišaji in gobami. Pri orientaciji s kompasom se moramo strogo držati smeri neba. Z nebom se lahko orientiramo tako, da najdemo veliki os in to je 7 svetlih zvezd in 2 od teh sta smernici za severnico. Če najdemo kresilne gobe, bomo ugotovili, da rastejo vedno na severni strani. Mah raste na severni strani dreves, pri tem ne smemo gledati na drevesa, ki so v senčnih predelih. Brusnica. V kuhinji se uporabljajo listi in plodovi. Plodovi imajo rezek in kiselkast okus in prijeten vonj. Njegovi listi so grenki. Listi. Imate sliko? Imate sliko? Ja. Listi majhni, sesekljani, čvrsti listi. Nabiramo jih od aprila do maja. Lahko jih uporabimo za začimbe, omake in naraste. Plodovi rdeči jagodasti nabiramo od julija do septembra, lahko jemo surove ali jih uporabimo za omake. Sadne kaše ali dodamo surovim in pečenem mesu, lahko jih uporabimo tudi za pecijo, sokoje pod posladke, sadne namaze in čaje, testavine in učinkovine. Plodovi imajo veliko vitaminov, sadne kisline, čreslovine, mangan, železo, baker, cink, molibden. Zdravilni učinki so se začeli uporabljati nedavno. Plodovi čistijo kri, razkužujejo in pospešujejo odvajanje vode. Varujejo nas proti vnetju mehurja, driski, napenjanju in vnetju ledvičnih konvic. Posušene liste, podobno kot liste učinkovitejšega zimzelenega gornika, uporabljajo za čaj pri oboljenih sečil. Super. To je to? Ja. Okay. V naravi je super imeti vsaj eno malo škatlico pripomočkov in nož. Nož je lahko zelo uporaben pri preživetju v naravi. Ostali pomembni pripomočki so krisilo, kompas, piščal in še nekaj drugih. Zunaj v gozdu si lahko zgradimo bivak. Bivak zgradimo iz vej, dreves in listov. Če bivak zgradimo pravilno, bo tako močan, da lahko stojiš na njem in je vodoodporen. V naravi je zvečer zelo mrzlo, zato je super imeti krisilo in vato. Lisica ima kožuh oranžkasto rjave barve, bel trebuh, tehta od 12 do 16 kg. Ima gost košat rep, visoka je od 30 do 40 cm.
laja z hripavim visokim glasom, kakor majhen pes. Jedo odpadke, miši, deževnike, pozimi pa tudi majhne sesalce. Razmnožujejo se konec decembra in februarja. Skotijo marca ali aprila. Imajo od 3 do 7 mladičev. Živijo v gozdovih, na poljih, celo v večjih mestih. Tako je, res je. Super. Jaz tukaj še malo bivake vmes postavim, kar povejte, vse sliši. Super. Rdečkasta mušnica, značilnost. Aha. Sive krp, rdečkasta mušnica. Kje pa je? Bom dovedel, kje je? Stran 84. 84. Te pokažemo. To ja. Ne to. Ni bilo nekaj 86? To. To je, Okay. 86. Hvala. Značilnosti. Ima sive krpice na klobuku, gladko obrobje, na žlepkan zastiralec, prepoznavna je pa predvsem po rdečem mesu. Klobuk je velik 5 do 15 cm, sprva polkrožen, hrapav zaradi ostankov sivega ovoja, nato izbočen in končno zravnan. Pri širjanju bolj ali manj se rjavega klobuka pike ovoja razmikajo, še posebno na gladkem obrobju. Bet je bel, dolg 5 do 10 cm, obkrožen z liščmi. Fantastično. Voda pokriva 7 od 10 zemeljske površine. 70, ha? Okay. V njej so se razvile prve oblike življenja, številni Pomagaj mu. Organizmi. Kar ti prebereš. Bo hitrejše, a ne? Se ne bomo Vse motil. danes živijo v vodi. Kje ste to najdali? Tukaj v vodi, a ne? Ja, tle. V tem priročniku. Ja. To je pa tabornikov priročnik. Ja. Z vodo se izločajo nerabne snovi, pomaga vrnavati telesno temperaturo. Ok, naprej. Še kaj? To je to? Ja, tukaj imamo pa še oblake. Ste kaj pogledali to knjigico? Kako se oblaki razvijajo, kako se imenujejo, v katerih višinah so. Zelo zanimiva knjigica, vam priporočam, da si jo v prostem času preberete. Ne? Mislim, pogledate. Taka zelo kratka, tanka. Ja? Fantastično. Evo, z Lovske zveze smo dobili paket. Pa poglejmo, kaj je notri. A vas kaj zanima? Ja! Pa poglejmo. Koliko knjižic o sledeh. Jaz mislim, da bo to z vsakega od vas po ena prišla, tako da boste lahko vzeli za domov. A so fantastične te knjige? Ne, da so dobre. Da poglejmo, kaj imamo še. Darujemo naravo. Tu boste tudi dobili vsak po eno. A ne, lejte, kaj se zgodi, če ne pazimo na cesti, na divjad. Dobro. O, kaj smo še dobili? Spomin. Kaj pa je gor? Kakšni motivi so gor? Živalski seveda, ne? O, fantastično.
Ja, lepo se zahvaljujem. Pa še karte, Črni Peter. Wow, Lovska zveza, hvala lepa za vse tole. Pa še neke knjižice. Super, neki blokci, a? Ja. Čak, ti bomo pogledali, no? No, daj Katja, to ti vred, prosim. Koliko je vsakega po enega? A to z vsakega po enega spominja? To bo vse moje. Vse teh knjižic. Ja. Ne, pridejo še otroci na tabore, tako da... Ona hoja tega. Urnik po moje. Urnik za šolo, to pa dobite ziher za vsakega eden. Wow, koliko je dober. Lovska zveza, še enkrat hvala. Ste kaj veseli otroci? Evo, to nam je poslala. Še je. Tam sem pa tudi na taboru. To so pa te. Ja. Če smo prej imela, ne? Ja, samo da so še neke drugačne. Zvezki. Zvezki. A to čakaj. Vsak dobile tak. Aha. No, vse napisan. Koledar. Zveri. Wow, pa kaj imamo še? Imamo zveri, potem imamo parkljasto divjad. Poglejte, kako je to dobro. Pa kje živijo tudi, poglejte. Vidite? Slovenija. Ja? Kje v Sloveniji živijo, ja? So se isti. Pa kaj imamo še verjetno? Še ene, ne? Te, ki imamo, ki smo prej gledali, ja? Medveda, Zveri. zveri. Super. Super. Zdaj, ti so malo drugačni kot ti. So različni. Aha. Ti pa ti. Ja, to so mačke, pa kune, to so pa medvedi, psi in lisice. Tako. Čakaj, a mogoče še kaj? Kaj je tole odzadaj? Kaj tole si do... Ne, to je... Lovske šege in običaji. Ful dober. Ful dobra knjiga, res. To pa, če se boste želeli, si boste pogledali. A pa prosti. Torej vse, zakaj rok, zakaj... Kaj pomenijo kakšni simboli, kje se Evo, vejice Galari nosijo. Sinaba. Kako je lušna sta. To boš ti zvečer. Smo dobili. Frišen jager. Wow, CD Lovske zveze. A to bomo gledali na projektorju. Ne, to je pa po moje muzika, ja. Tako. Ja, bomo predvajali tudi to, seveda. Krasno, še enkrat hvala Lovski zvezi Slovenije, da podpirate Tukaj je še neko pismo. izobraževanje mladih. Hudo, to bomo tudi pogledali, si lahko, ja. A torej, kako se vzame eno Črni Peter, super, fantastično. Evo. A se boste šli, Črni Peter? Tišče, ki je omogoča udobnejše spanje ali preživetje v noči v naravi. Kakšen bivak bomo postavili, je odvisno od prvič materijala, ki nam je na voljo, drugič število ljudi, ki nam namerava v njem prespati, tretjič časa, ki ga imamo na voljo za postavljanje in četrtič vremenskih pojavov, pred katerimi se želimo obvarovati. Kam postaviti bivak? V zavetrno lego. Izogibamo se globokih vrtač in dolin, ker se v njih zadržuje hladen zrak in se v primeru dežja steka voda. V bližini potokov in rek je vlaga večja, zato tam ni primerno za prostor za bivakiranje. Ne postavljamo ga v suhih strujah potokov ali hudournikov. Pazimo, da bivaka ne postavimo pod drevesi s suhimi vejami, saj te lahko padejo na bivak in ga poškodujejo bivak ali celo nas. Odlično. Kaj naprej? Navadni šipek raste ob poteh v Grmičevju in med drevjem na polju, na obrobjih gozdov, na obrobjih gozdov v srednji Evropi. Kot grm zraste do 3 metre, nabiramo cvetne lističe in plodove.
In navadni šipek nam ponuja čudovit vonj in prinaša zdravje. Dišeči cvetovi niso le užitna dekoracija, temveč tudi aromatizirajo želeje, kis in čaj. Plodovi se razlikujejo po izjemno visoki količini vitamina C, lahko jih predelamo v sadni namaz, suhe cvetove pa dodamo čajni mešanici, pa navadni šipek cveti junija in julija. Odlično. Zelo dobro. Kar naprej. Rjavi medved. Telesna masa 120 do 400 kg. Plečna višina 90 do 120 cm. Obdobje je razmnoževanja sedi na sredina junija, začetek avgusta. Obdobje poleganja konec decembra, začetek februarja. Število mladičev 1 do 4, življenjski prostor predvsem večji strnjeni jeljivi bukvi, gozdovi na kraškem svetu. Vedenje samotar zimo predelje. Medved v Sloveniji prespi. Veliko barvnih različic, ravnanje barve, kožuha, rjavi medved ali Ursus Arctos. arctos. Tako, super. No, prej sem hotel reči, da rjavi medved, veste, koliko nadalj človek zavoha poginula žival. Kaj bi rekel? 2 kilometra. 2 kilometra. Kaj pa polarni? 40. Zato, ker na ledu ni ovir, ne? In tjuljna zavoha z lahkoto. Zelo dobro ste se pripravili, fante, čestitam. Koga? Srnjata. Srnjat. Ja. On se rad pase po visokih pašnikih, pa rastlinojed, pa gre opraviti svojo potrebo, ki treba. Ja, res je. 2 točki, super. Vse je zajedec. No, kaj še veš o psih? Imajo 4 noge in dlako. Dobro, res je. Ampak tole ni sled psa, temveč kune. Samo 1 točko dobite, druga skupina. 1 točka. Jaz imam sled jelenjadi. Pokažeš v kamero. Dobro. Prehranjuje se s travo v gozdu in tudi kdaj na travniku. Ima belo rit in rjave barve kožuh. Jelen ima velike rogove, košuta nima rogov. Odlično, pa super. In je rjave barve. Bravo. 2 točki, prva skupina. Lisica je oranžne barve. Pokažeš? Ima 4 noge, pa rep ima. Odlično, 2 točki, zelo previden opis, fantastično. In sled je tudi od lisice, res je. To je sled od fazana, ima rdeč pobradek, perje in 2 nogi.
Mogoče bi ti dal eno točko za opis, ampak tole še zdaleč ni fazan. Pa kako ima dve nogi, če so štrsi? Ti si mi rekel, da je to fazan. Ne pregovarjaj se. Kaj bi pa sam rekel, da ti deluje to fazan? Ne. Kaj pa? Ne, mogoče kuna zlatica. Ampak Ni. Veverca je to. A ste imeli one živalske sledi? Ok, eno točko dobite za opis. Opiš konja. No? Opiš divjega prej. Ne, ki ga imam jaz. Opiš konja. Opiš konja. Konja, Kaj konja? Je pa zato, ker A ji malo pomagam lahko? A? A ne smem, ne? Čist malo. povej, od kjera sled je pa naj pol tisto žival opisal. Ta žival ima dolgo ušesa, evo. To je vse. Opiš konja. Ris, ris, Zajc ali pa... ris. Vse, opiš. Vi povejte, jaz sem vam pomagal. Samo opiši zajca. Zajc. Hunc, domač hunc. Ona govori, vi boste prišli na vrsto, ko boste na vrsti, prosim. Dajte ji besedo. Kar izvoli, kolegica. Nija. Nija, ne? Ja. Jaz imam zajca, Res je. ki ima dolga ušesa, Res je. skače okrog pa rad je zelenjavo. Fantastično. 2 točki za drugo skupino. Ja, to je zajc. Ja, ne, sem pomagal malo. Upam, da ne zamerite, ok? Kar povej. To je sled psa. Vsi ljudje imamo pse za hišne ljubljenčke. Imajo 4 noge in je veliko različnih pasem. Odlično, 2 točki. Kar izvoli. Tu je volk, pol ima velike zobe, da vohajo, je siv, črn, bel. Dobro slišijo. Ja, res je volk. Vidite, kakšna razlika je med psom pa med volkom, a ne? Volk ima tam tudi do 8 cm dolgo sled. Oziroma stopinja, ne? To je, kar imamo zdaj v roki, je ena, se reče stopinja, če pa več stopinj zaporedoma so pa rečemo temu sledi. Ok? 2 točki, bravo. Jaz imam rakuna. Dam ti še eno možnost. A v Sloveniji živi? Rakun. Rakun živi vse. Ja te pa vem, kaj je. Dajmo namig, pa se dolgo. Vse sem vam dal zelo velik namig. Da v Sloveniji Tukaj sta 2 sledi, prednja pa zadnja šapa. Res! Krčeš? Kaj bi rekel? Sam pokaži proti kameri. Ne smemo dati več namigov, a? To je to. Povedal sem vam, da ni rakun in da je ta žival živi v Sloveniji. Ja te pa pojma. Pa si pa zmisli nekaj. Pa saj za opis dobite 1 točko. Ovca ima bel kožuh, živi na kmetiji pa se pase. Ok, dam vam 1 točko za opis, to je prva skupina, a ne? 8 proti 7. To je gospod Jazbec. Sem vedel, da je jazbec. Pokaži. Krave. Od krave. Ja, ne vem, kaj je. No, da slišimo opis. Živina, kmetiji, imajo velika usta. Pa imam zdaj še, da dobiš mleko. Pa 4 tace imajo. Dobro, opis je 1 točka. Druga skupina, 8 proti 8.
pa je bilo to. Kaj bi rekli? Jaz bi rekla. To je gospa s plavalno kožico. To je raca. Ne, to je Vidra je, res je. To krava. Ne, daleč od tega. Krava ima parkle, a ne? Krava ima neko tako nogo debelo. Ja, parkle ima, 2 prsta ima, ne? Jaz vem, kaj Medved. Medved ima 4 noge, je rjave barve, črne in bele. Ima kratko dlako in kratek rep. In ušesa, celo zimo spi. Dobro. 2 točki. Divji prašič, živijo tudi v Sloveniji, doskrat razkopljejo vrt, pa več ljudi so ubili kakor medvedi v določenem času. V kakšnem času govorimo? V 80-ih letih recimo, ne? Je medved ubil koliko ljudi? 4. 3 pa ne vem. 3 oziroma 4, na več za 4, ja. Divji prašič pa preko 100. Tako da veste, gledalci. Ok, fantastično, 2 točki. Ja, zdaj, da In ste izenačeni, ja? Sekundo. Tako, to je pašterica, kot smo rekli, ne? Lahko jo naredimo v različnih velikostih, odvisno kaj želite ujeti. V mirnem času je strogo prepovedano nastavljati pasti ali pa zanke živalim, ne? Torej takrat, kadar je mir oziroma ni vojne, je to prepovedano. Ja? No, zdaj bo pa kaj pokazala, kaj se zgodi, ko pride žrtev, a ne? Ja. In tukaj je neka utež, se pravi nek kamen, moja roka je utež, recimo, palca, hlod, karkoli, pek. in pade na mojo roko. Tako. Bila to žival. Palce se pa videli, se pa umaknejo v stran, zletijo v stran. Ne smete jih zapičiti seveda v zemljo, če so mokra tla, morate dati kakšno trdno podlago, kot je kamen ali pa kakšno desko. Naredite, a ne, iz kakšne smreke ali pa kaj takega, tako da se ne more vdreti noter, ker če ne se potem ne umakne in potem ta hlod ne pade dol na žrtev. Kar usedi se. Odlično, hvala lepa.
Bravo, super. Gremo, fantje. To sem dobro sodnička. Bojo povedali. Ubej. Čutaro. Menaško. Rabimo jih. Idemo dalje. Naprej. A ti manj vlečeš, a ne? Lovska zveza Slovenije nam je podarila par kompletov igralnih kart. Kaj so dobri, super. Dobri motivi. In to je Črni Peter, a ne? Ja. Aha, in par srnak, pa srnce, evo. Ti ne, a ne? Super. Ti pa ne gledaj. Živja! Živo! Danes pa pečemo renoki v testu. Neki najjačega kleparlari so. Pokačeš, to ti je Najjači. dan. Ja. Ej pa Vale, veš kaj? Danes gremo lahko poznaj spat. Pa še pozneje gremo spat. A res? Ja, res, kaj si pa mislil? Ja, Wow. mislim, da so to Zakaj pa ste si to zaslužili? Ker ste pridni. pridni in ste Specialci. Pa še zova si nisem zbil. Hvala Bogu. Ja. Pa Hvala Bogu, da mi ni mami. Ej, poslušaj ti, Val, a bi ti povedal, kjer je tvoja una, ki si se pogovarjala, najljubša jed? Okej. Ja, to ti je špek in loj za to šalamo. Kaj pa želodec? Pa želodec. Kater? Ženski, kaj si pa mislil? Kaj si pa mislil? Od Aveja. Pa bo Ja. stukat. Ja, pa še zandrukat. Pa je. Dajte na No, idemo pa v slovensko, a ne? Ja. Mi gremo na survival, si znanje pridobit, da bomo znali se znajti na naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si bomo v bivaku postelco postali. Mi gremo na survival, kjer mali učim, kako se strelja z lokom in Katja oblaznim. Odlično. Valka pa uno. Slovenija, odkot lepote tvoje. Odlično, Lars, odlično. Boš pa vam plonil. Še mačka ne, še malo. Zdaj je najbolj vroče. Tled spodaj ni.
Tukaj tudi ni preveč vršno. Ti imaš tukaj že pečeno, veš, le tako brači, tukaj. Tako je. Kavari, nisem se dal pomoči od njih trik. Ti imaš že. Ali ne vem. Da malo bi. Ne, ti nimaš. Ej, ti že imaš, ne? Aljaž ima sam še tlele od spodaj, moraš še malo. Bolj po koncu. Ti lahko daš malo bolj naprej? Tako je. Ja, zdaj ne smeš, da ko bo copyright zdrgač. Ne, se ni, se eni dovolijo. Kdo je zdaj tisto? To je tudi sam pove. Ti, vedno mi čist malo. Master šef, To se pa ne kaže, ne? To pa ni za javnost. zakaj pa ne? Zato, ker je to naša specialiteta. In ne smemo pokazati, da se to naredi. Ampak skrivnost je Ne, v fora je v testu. testu. Ja. In to je odkrat je skrivnost. Ne bom. Še malo. Bela Ne je, še bom. ne sme biti bela, ja? Kar naslon gor, tako naslon. Boš lažje, pa čisto na konc palce prim, da ti ne bo prevroče, prav? Okej. Ja, zdaj dobro. A še nismo bili. Aljaž, ti imaš pečeno. Mečkan lahko še mal, ja. Sam ne jo pol obračati, sam na tisti strani, ki še ni pečena. Gor zapekla, ker res pa ni vroče. Kakšen lepo Bolj naprej, daj. svetlobo sonce. Še. Tako ja. Kako lepo bo dež padel. On je tako ful vesel, da bo dež padel, da bo lahko hiški. Koja, tu palčka. Pa še za druga. A ja, starše še obveščamo, da danes spet noter spimo, a ne? Obveščamo starše, da spimo noter zaradi nepredvidljivih nočnih dogajanj. Pa daj, to je moj osebni prostor.